To je moja muzika. Urška Hac, pozdravljena v oddaji To je moja muzika. Živja. Tikali se bova, v preteklosti sva se namreč že spoznali. Bila si tudi gostja v številnih podcastih in kot sem ti omenila, sem bila presenečena, kako zelo odkrito govoriš o svojih preteklih izkušnjah, predvsem tistih težjih, kar je ravno nasprotno življenju, ki ga kreiramo na družabnih omrežjih, kjer si tudi zelo prisotna. Kaj je spodbudilo, morda celo omogočilo to? Po moje to, da sem časovno od njih toliko odmaknjena in da sem jih nekako tudi preživela in da lahko dejansko govorim iz izkušnje, ki je lahko mnogim v pomoč. In se mi zdi, da tudi na socialnih medijih s to mislijo najraje ustvarjam, kaj bo imel sledilec, sledilka od tega, kar jaz tam objavim. In to me drži v tem krogu že ogromno let in po mojem še veliko časa tudi bo. Kaj so bile tiste ključne izkušnje v tvojem življenju, ki so najbolj zaznamovale tvojo rast? Bi lahko rekla, da je vsako življenjsko obdobje do zdaj ti prineslo nek težek izziv? Absolutno. Skozi otroštvo ogromno enih pisanih izkušenj, odraščanje skozi šport, odraščanje v enih takih dost strogih okoliščinah, hkrati ta 20. se mi zdi, da sem imela tak preizkusno obdobje, vse sem mogla probati, tudi kot osebnost sem zelo nagnjena k nekam ekstremom, v smislu, res moram sama to stestirati, ne verjamem, če mi govorite, in sem veliko stvari res probala. Tako da, ja, s tem pridejo tudi velike izzivi. Kaj me je najbolj definiralo? Sigurno šport, s katerim sem še vedno zelo povezana in potem tudi z njim povezane neke zdravstvene težave, ki so se v bistvu odrazile že zelo zgodaj skozi to, da sem imela zelo zgodaj diagnosticirano neplodnost, kljub temu, da imam danes otroka. Se mi zdi, da če kot mlada punca dobiš to diagnozo, res začneš razmišljati o življenju malo drugače, če se temu predaš, bom rekla. Ampak danes vem, da je mlado telo sposobno popolne regeneracije in da dejansko lahko narediš tako, kot si sam zamisliš, ali pa si predstavljaš zase, da lahko. Potem pa ja, v bistvu vse te izzive, mogoče tudi neke te mini travme, ker sem zelo čuteča oseba in sem veliko stvari osebno vzela, transformirati in obrniti v plusa, in to je tak never ending proces. Če se dotakneva neplodnosti, te prestraši, ko slišiš to? Verjetno tudi vpliva potem na odnos s partnerjem. Zaznamujete, zato ker jaz mislim, da ima vsak človek v sebi neko željo, oziroma ne bom rekla vsak, pač seveda se pol nekako tu življenjske okoliščine temu prilagajajo, ampak vsekakor pa mogoče razmišljaš, da boš imel neke potomce, da boš dal nekaj naprej. Želiš imeti možnost vsaj. Želiš to opcijo, točno to. In potem je kar pri 20 rečejo, da je ni, zaradi tega, ker je telo pod takim stresom, zaradi vrhunskega športa, da pač to funkcijo enostavno izklopi, ker ne da jo ne potrebuje, dejansko mu je odveč. In takrat mogoče je ta zdravnica res hotela sam povedati, tako je, tak je izvid, ampak kaj pa to naredi v glavi mlade ženske, tudi če razmišlja o prihodnosti, pa ne vem, če je takrat pomislila. Je pa dejstvo, da jaz temu nikoli nisem čisto verjela. Tudi malo sem tako odprte glave v smislu homeopatija in podobne zadeve in sem se tudi te strani lotila že takrat, to je bilo v bistvu zdaj že več kot 15 let nazaj in mislim, da je v bistvu potem skupek vsega tega in pa to, da nisem bila več v športu, prinesla, da se je moje telo popolnoma regeneriralo, spremenilo in je pač popolnoma okej. Omenila si, da si odraščala pod strogo vzgojo. Kako se tvoje starševstvo danes razlikuje od tega, kar si bila vajena in kaj si prenesla v svojo vzgojo? Jaz mislim, da tako malo verjamem, da si duša kar zbere starševstvo in si tudi zbere izzive, ki jih bo v življenju mogla prestati. In ja, moja si je zbrala eno tako zelo strogo, zelo strukturirano, sistematično in v neke cilje usmerjeno vzgojo. Jaz kot punčka, ki sem zelo čuteča, sem imela tukaj kar nekaj izzivov, in tudi se mi zdi, da danes Maxa, svojega otroka, res vzgajam drugače, ga probam čutiti, ga probam ne samo razumeti, ampak v bistvu prek njegovega obnašanja dojeti, kaj mu manjka. Siguren smo včasih, ko imamo tudi ogromno ene literature, ki je temu na voljo in takrat tega ni bilo. Ampak ja, verjetno ta vzgoja, ki je bila včasih prisotna, ne pohvaliti, ker se bo otrok pokvaril, To ni metoda, ki bi na meni delovala, niti ne vem, na komu
nasploh bi, a ne, otroci vidimo, da delajo vse za to, da so staršem všeč, a ne. In potem pride do tega, da se želiš konstantno dokazovati in dokler tega ne dojameš, a ne, da je to v bistvu samo stvar enega pomanjkanja v resnici, lahko greš hitro prek sebe in sebi na škodo, a ne. In moraš tudi nekako na eni točki dojeti. Sicer verjamem, da če to dosti intenzivno počneš, te življenje itak ostal slej ko prej, a ne. Tako da jaz sem sam prosila za čim manjše izzive in pač, da bi te izzive že takrat lahko dojela, da bi že znala obrniti plato. Je boljše pa tvoje otroka dati v več različnih športov ali če je v enem dober, ga spodbujati tam? Ja, to je pa zelo zanimivo vprašanje, ker se veliko ukvarjamo s tem. Naš je sicer še dosti majhen in absolutno gibalno, motorično zelo nadarjen, ampak tudi na različnih področjih. Zdaj, jaz se spomnim enega pogovora s prijateljico, ki mi je rekla, da njo so starši dali v vse športe in omogočili, da si je premislila za vsako stvar in da je zato žal, ker ve, da bi lahko pa v enem športu, če bi starši rekli, zdaj se pa tega drž, da bi bila res dobra, ne? Da bi lahko bila vrhunska. Sicer to za nazaj gledati tako malo težko, ne? Ampak jaz pa tudi vem, da sem bila v enem športu, v smučanju, zato ker je bila moja starejša sestra takrat v tem, pa pač nisem znala nehati, ne. In vedno sem bila pa nadarjena za mogoče malo drugačne športe, pa bi tudi verjetno bila dobra v marsičem drugem. In jaz mislim, da poslušati otroka in v tistem, kar uživa, to bo on njegov do znotraj in pač, če bo pa to družba, ki ga bo peljala tja, pa naj bo družba, ne. Ampak vsak ima neke svoje vzgibe, je pa dejstvo, da šport in gibanje je pa prav, da sta del otrokovega odraščanja. Sploh to gibanje zunaj, ne? Narava, ja. O tem sem razmišljala, ko sem poslušala tvoj podcast, da sem v bistvu trenirala ritmično gimnastiko in nisem videla ničesar drugega kot telovadnico, ne? No, in recimo mi trenutno živimo na Bledu, kjer je zelo prisoten hokej in oba s partnerjem sva res zagovornika gibanja v naravi, že samo zaradi kisika in zelene barve in magnetnih polj, ki ti jih nudi narava. Naš otrok ima pa pač ogromno sovrstnikov in ljudi, ki jih gleda okrog, ki so pa v hokeju in trenutno je on prepričan, da bo hokejist, ne. Ja, in tudi s tem se bomo, kar bo hotel, ne, na koncu še vedno bomo imeli možnost pol dneva biti not, pa pol dneva zunaj, vedno bo tako, ne. Je pa dejstvo, da narava ima svoje čare in mislim, da ni treba vse vzeti kot trening, je pač lahko samo sprehod po objeti en drevo, pa je to, ne. Ja, mislim, da je zdaj čas, da poveva, katera je prva skladba, ki si jo izbrala, je povezana s svobodo. Katero si izbrala in zakaj? Se pravi Freedom Hamiltona, ne. V bistvu ta komad je bil takrat v Django Unchained pač napisan samo za ta film, ampak to je postal tako viralen, tako poslušan komad in je tako preprost in jaz si ga velikrat dam prav kot uvoden komad, ko se spravljam na tek, takrat, ko me še ne zagrab čisto na tekaška. Najprej tega poslušam, ko me tako ponese in pol tudi, če musko ugasnem po tem komadu. To je moja muska. Urška Hac, ko profesionalni športnik razlaga bodisi prijateljem, kaj dajo skozi ta šport vse čez, ga marsikdo, ki ni dajo, tega težko razume. Pa vendar večina, bi si upala trditi, bi dalo vse še enkrat čez. Zakaj meniš, da je tako? Zato, ker te oblikuje, ker te vzgoji, ker si siguren, ker si šel čez te težke stvari, prilagajanja, ne vem, nisi šel na končne izlete, nisi bil normalen učenec, a ne, pač bil si, jaz recimo, ko sem bila v smučanju, sem bila večino leta odsotna in ko sem prišla v šolo, se me noben zares ni poznal, niti nismo imeli nekih prijateljstev sklenjenih in tudi ta družben del je zelo pomemben, da se naučiš te stvari sam pri sebi pohendlati in se zaveš, da v bistvu je to kar darilo, zato ker takrat, ko je težko, ko si preživel, veš, da se da in pa hkrati si se ogromno enih stvari vseb naučil. Tvoj partner, Luka Kovačič, je prav tako vrhunski športnik. Kaj je vajina največja športna razlika? Luka je popolnoma postavljen v svojem telesu v smislu, da se pozna do zadnje celice, bi jaz rekla. To je človek, ki ne potrebuje nekih jasnih trening planov, on zase ve, tudi zelo inteligenten in se zelo zna spremljati. In v športu, v vrhunskem športu se večinoma trenira po nekih planih, so neke ciklizacije, se dela, ne vem,
tok pa tok je do tekme in moramo temu primerno narediti plan. Luka tega ne potrebuje. Zna si odmerjati spanje, zna si odmerjati prehrano, zato ker je tok povezan s sabo. Tako da ta glavna razlika med nama je, da jaz vidim, koliko se da biti povezan s sabo in k temu težim, ampak absolutno taka nisem oziroma se to učim. Jaz sem vedno funkcionirala po nekih planih, tako kot so mi rekli, to sem naredila. Sem zaupala vedno, da drugi zame vedno bolj vejo. In to je ta glavna razlika. Si imela kdaj občutek, da nisi v času odraščanja imela svobode izbiranja in si potem, ko si bila starejša, imela s tem težave, da se lahko odločiš, da nekaj narediš, da nimaš konstantno neke avtoritete zadaj v mislih? Ja. Svoboda, ta vrednota, ta prioriteta je zelo prisotna, tudi še danes. Tudi v najinem partnerstvu je ta svoboda, da sva vsak zase ločen individuum, ki skupaj krasno zafunkcionira, je zelo pomemben. Ampak ja, slišati svoj glas je pa včasih res izziv, ko vidiš, da si v neki situaciji, kjer bi odreagiral čist po defaultu, tako kot bi ti starš narekoval, ampak veš, da ti znaš v resnici v tistem momentu boljša. Ampak to slišati, se pravi, pauza je v bistvu tista, ki jo moraš nameniti, sekunda, 2. In s tem sem se po moje ukvarjala še v času, ki je že Max tudi bil. Ampak mislim, da zdaj smo že kar to dobro natrenirali. Sploh zato, ker dojameš triggerje kot darilo. Veliko bivših profesionalnih športnikov se po koncu kariere bori z iskanjem lastne identitete, z iskanjem nečesa, v čemer bi bili tako dobri, kot smo bili v športu. Kakšna je bila tvoja pot potem od alpske smučarke do danes, ultramaraton, kineziologinja, trail tekačica? Se pravi, takrat, ko sem nehala smučati, nisem vedela, česa se lotiti. Bila sem, tako sem že mogoče malo omenila, to dokazovanje, perfekcionizem. Potem itak je bila glih matura, je bilo treba vse točke, kar se da dobiti, tako nezdravi pristopi mučenja sebe, bom rekla, ki niso glih daleč pelali. Ampak ja, šport je bil pa ves čas nekako zraven in tako, kot smo omenili, vsako obdobje je nekaj prineslo, zdaj hvala Bogu to zadnje obdobje materinsko, oziroma tudi že prej, so pa drugi v meni videli kot nekega ambasadorja, ene promocije, gibanja, zdravega življenjskega sloga, tudi mogoče predvsem za mamice. Jaz zelo težim mamicam, da si vzamejo ta čas in pa delo z otroci. Mene zelo navdihuje delo z otroci, predvsem zato, ker vidim, da jim skozi gibanje lahko ogromno daš in pa pač ta naša slovenskost tudi. Jaz sem zelo rada imam našo zgodovino, naše bajke in tako rada imam te pravljice in vpeljevanje vsega tega v to delo z otroci se mi zdi, da je nekaj, kar me bo peljalo še naprej. Tvoje delo je osredotočeno na ženske, na naše gibanje, spoznavanju sebe, aktivnemu družinskemu preživljanju časa. Kje opažaš, da imamo danes največ težav? Jaz bom tako direkt rekla, sicer velikokrat stopam na žulj, ampak ne verjamem, da je problem današnje vzgoje ta, da imamo toliko digitalnih motilcev in toliko enih senzoričnih motenj in vsega. Ta glavni problem se mi zdi ta, da imajo starši čist premalo časa s svojimi otroci. In tudi pri nama je bilo tako, da sva imela oba službe, preden je prišel Max in tudi, ko je prihajal Max, ampak sva se zavedala, da želiva to spremeniti in sva oba tudi temu namenila veliko rošado v lifeu, resnici smo se selili, menjali službe, vse tako, s ciljem, prioriteto, da imamo čim več časa v življenju, kvalitetnega časa in tudi, da v bistvu, kad ti priješ po tem delu dopoldanskem domov, nisi utrujen, nisi se na kavč, ampak veš, da imaš doma visokoenergetskega otroka, ki bo hotel ven in te bo rabo kot starša. Jaz pa mislim, da problem je to, da so zdaj službe kakršne so, vožnje naporne, vse to razumem, ampak vem pa, da nas otroci zelo rabijo, res nas rabijo in to je mogoče tudi ena stvar, ko se zvečer usedeš za mizo, imaš najstnika ali kogarkoli, ko uporablja telefon, poglej njegov screen time in pa se vpraši, koliko ur na dan pa ti preživel z njim in pol si odgovor, kdo njemu vozi življenje. In se mi zdi to zelo pomembno, da se zavedamo. Tako kot ne nehamo govoriti o vplivu ekranov, tako jih ne nehamo uporabljati. Imaš morda kakšen praktičen nasvet, kako biti manj časa
pred ekrani. Drugače imajo vse te aplikacije vsaj time limit. In če ne drugega, se ga lahko preskočiš, ampak lahko ti da opomnik, da si veliko že na telefonu. Sicer pa pametna uporaba, a ne? To so vseeno pripomočki, ki nam lahko veliko pomagajo, ki nam lahko veliko odnesejo. Je pa dejstvo, ja, da ene stvari so narejene zato, da smo odvisni od njih, tega se zavedati in pobalansirati, a ne? Te grounding tehnike, jaz to pravim, pač bo zunaj hoditi, roke v zemljo, biti umazan, početi stvari, ki so umazane roke zato, ker ne primaš telefona, a ne na ta način, ali pa športi, kjer ga ne moreš prijeti, zato se mi zdi šport super. Oziroma najdeti nekaj, kjer uporabljaš svoje roke, s tem uporabljaš tudi možgane na drugačen način in najdeti hobije zunaj tega. Sem pa optimistična. Jaz mislim, da je pač vse to presegali neko zdravo mejo že zdavni, da smo šli čez in da se bo krivulja obrnila. Kako zaspati brez ekranov? Obvezno zaspati brez ekranov. Ampak tudi mi pogledamo kak film zvečer, je pa tako, a ne? Sej eno je tudi, če si zelo energetsko napolnjen čez cel dan, tudi rabiš eno zadevo zvečer, da te malo umiri. Če neko easy film, nekaj zabavnega, nič narobe, se uležeš, si poješ eno pravljico, se zahvališ za dan in je tudi to lahko čisto okej, a ne? Druga skladba, ki si jo izbrala? Home is wherever I'm with you, a ne? To pa je tak opis naše družine, zato ker smo zelo taki nomadski, radi hodimo okrog. Tudi kdaj že razmišljamo, da dokler Max ne bo šel v šolo, bomo šli pa za pol leta nekam živeti, ni noben problem, dokler smo skupaj in se mi zdi, da res dom je občutek, ni mesto. To je moja muska. Urška Ahac, danes smo dnevno izpostavljeni tisočim nasvetom o tem, kako naj bi pravilno telovadili, jedli, spali. Kako kot strokovnjakinja ločiš zrno od plevela? V resnici smo šli iz ene take, se pravi, bili so kalupi, a ne, moraš telovaditi tako pa tako, moraš jesti tako pa tako. Se pravi, iz nekaj generaliziranih nekih navodil v ultrapersonaliziran ChatGPT-evski sistem, ki v bistvu ti zase vpišeš, kaj rabiš, kdaj imaš datum, ki želiš nekako performati in v bistvu greš čez svojo pot lahko in nič od tega ni najbolj okej. Človek mora samega sebe res dobro poznati in noben robot te ne bo tako dobro poznal, noben profesor te ne bo tako dobro poznal, noben trener te ne bo tako dobro poznal. Vedeti moraš svoje poškodbe, kakšne si imel, vedeti moraš, kaj te v tistem momentu paše, a te veter, ki je zunaj, stresira in zato ne greš ven nič hudka, a ne, nared noter neki. Ni se treba siliti čez neke stvari, kjer ni užitka, je pa tudi treba vedeti, da izkušnja tega, ki greš čez to, ki veš, da se ti ne da in potem veš, da imaš to in bo vse okej in boš imel ful enih endorfinov, ta izkušnja te bo veliko lažje ponesla čez vse naslednje treninge, tudi ko se ti navdali. Imaš občutek, da TikTok in Instagram več prispevata k zmedi kot k opolnomočenju žensk, ko gre za vadbo in prehrano? Ali pa morda, kaj so tiste največje zmote? Konstantno je nek nov trend, kako moramo telovaditi, da bomo dosegli nek ideal. Ja, odvisen kako to gledaš in kako se tega lotaš. Jaz imam na Instagramu, se pravi, besede, en okenček, kjer opišeš lahko besede, ki jih nočeš videti, ne? In jaz tam sem opisala noter weight loss, anti-age, take zadeve, ker te vsebine mene res, ne da me ne zanimajo, ampak vem, da so smeti na nek način, ne? In jasno, kad ti to vidiš, je nekje v podzavesti informacija, katero jaz nočem imeti. Je pa dejstvo, da je pa tudi ogromno krat, da najdem nek zagon, ne vem, sledim nekim športnikom in vidim, da so šli na nek lep hrib in me potegne in me motivira in v tistem momentu, ko sem na kavču, lahko, če imam čas, se čez 5 minut obujem pa grem, ne. Tako da jaz mislim, da moraš sam pri sebi vedeti, v kakšni fazi si in takrat si tudi dozirati ta mini strup. Zdaj, če si predstavljava nekoga, ki se ne giba, kar si ti enkrat omenila, da je to zate osnovna higiena, kaj bi svetovala? Kje se lotiti, kako se lotiti? Verjetno ne nekih ekstremov, zdaj pa in dieta in napolno gibanje. Kje začeti? Vsak ekstrem bo slej ko prej se zaključil, zato ker ni dolgoročno vzdržen. Zato začeti z majhnimi stvarmi. Človek je narejen za gibanje, jaz verjamem, da je narejen za tek. In v bistvu, ja, ni treba takoj začeti s tem, ampak vsekakor neki sprehodi.
odpiranje bokov, odpiranje ramenskega obroča, začutiti ta nihaj, premikanje medenice in rame in vratu in sproščanje čeljusti in ne samo, da se ti postavi mišica, postavi se ti mišična ovojnica, sprošča se ti ogromno enih kemikalij, ki te delajo veselega. Hkrati v bistvu s temi vibracijami tudi sproščaš iz telesa tisto, kar ni tvoje, kar nima tam kaj početi, se sprostiš, se resetiraš in v bistvu regeneriraš na ta način. Ne? Tako da že sam ne gre se za to, da delaš v estetsko smer, čeprav tudi s tem ni nič narobe, ampak predvsem za to dolgoživost, za to, da ne vem, jaz rečem, moj Max bo 120 let siguren dočakal in jaz si hočem potem 100, ker ga hočem gledati in zato si želim ohranjati sebe in svoje mišice in to, da ne bo on skrbel zame, ampak da bova do konca skupaj po hribih hodila. Ne? Zelo lepo povedano, potem pa tako smešno vprašanje, pa vendar, če ti rečem, res ne maram teči. Kako naj si približam tek? Če res ne maraš teči, res ni treba. Točno to. Jaz mislim, da hoja je krasna stvar za preživeti čez zunaj. Že v bistvu tudi hoja s palicami v klanci je lahko krasna vadba za cel telo, ampak mislim, se imamo te pilates, joge, vsega tega, ki začutaš telo. Jaz sem zelo zagovornik 15 minut na dan. 15 minut vsak dan je vrh glave lahko. Ne? Sploh to, da iz tega sedečka položaja, ki zdaj pravimo sedenje, novodobno kajenje, ne? Da se resetiraš, da začutiš mišico, da podaljšaš telo in ne rabiš nobenega teka za to. Delo na sebi se gotovo obrestuje, a hkrati ostaja stalnica v življenju. S katerimi izzivi se danes najpogosteje srečuješ in kako se z njimi soočaš? Delo na sebi bo po mojem nekaj, s čimer sem se jaz očitno kot duša zaobljubila za ta življenje. V bistvu vsaka transformacija ima dve opcije, lahko greš ven iz nje, nekaj pustiš za sabo, pa te pusti z neko frustracijo nedokončanosti, ali pa greš ven in rečeš, evo, kljukca, oddelano, gremo naprej. Tako da zelo se v bistvu želim vse te izzive na ta način lotevati. V zadnjem obdobju sem se še vedno lotevala intenzivno športnih stvari, triatlona, tudi maratonov in podobnih tekov, na, bom rekla, kar malo mogoče preveč tekmovalen način za rekreativno športnico. Ustavile so me poškodbe, hvala Bogu, zato ker sem v bistvu skozi zdravljenje in skozi samo regeneracijo tako glave kot telesa dojela veliko stvari. Bilo je težko, ampak koliko se pozna tudi na mojem otroku, ki ima končno zdravo postavljeno mamo, ne? In otrok to tako odreagira in tega občutka ne dam za nič na svet. Še zadnje vprašanje, kako se ustaviš? Kako se ustaviti? Predvsem jaz mislim, da imamo v telesu ogromno enega adrenalina, enega stresa, kortizola in vseh drugih in kemije in vsega živčnega, kar nas žene naprej. Svet je zelo hiter in navadili smo se na vse to senzoriko. Vsega tega je preveč. Ne? Naše telo še zmeram ne sodeluje s trenutno evolucijo oziroma je še vedno v času tam, ko smo malo prej iz opice. Ne? Tako da umakniti pretirane stimulanse, bos hoditi po zemelj, se prizemljiti, tako bom rekla, in pa v bistvu dati te stvari ven. Šport je krasna metoda za dati te stvari ven, da v bistvu prepucaš te kemikalije, bom rekla, no. In pa hkrati tudi, da imaš željo se ustaviti, da veš, da je v tišini napredek, ne v tem, da sam divjaš. Zadnja skladba, ki si jo izbrala, domača? Triglav moj dom. Ta skladba me tako gane, vedno, ki jo poslušam, sem kar malo tako solzna, ker se mi zdi, da je, mislim, itak izvajalci so nadkrasni, simbioza vseh, ki so se zbombali na kup, da so to skupaj spravili, se mi zdi super. Pa res tudi, pač to je naš dom, ne? Ki ponuja veliko lepih možnosti za gibanje zunaj, ne? Točno to, pa tako je lepo. Ko hodiš okrog, vidiš, ki je v resnici pri nas lepo. Urška Hajc, najlepša hvala. Hvala tebi. To je moja muska.